ko vzgajaš otroka, svojemu otroku nikomu na svet ne želiš toliko dobrega, tudi sebi ne, kot svojemu otroku, pa vendar mu ne moreš dati, če on sam tega nima. To je žalostno, ampak je. Ne moreš. Ne moreš mu kupiti. Ne moreš. Riskiral bi, da ti glavo odsekajo, da bo on. Pa tudi to nič ne pomaga. Edino ga pomaga, če ga lahko tako vzgajaš, da to začuti in da bo sam prevzel. To pa ni vedno. No, in tako rečem, da sam imaš jo čašo čarodejno. En lep pozdrav v novem podcastu Gregorjev svet žensk. Današnji podcast je pa vsaj meni v veliko čast zato, ker sem najprej zaprosil, potem pa dobil res tudi pozitiven odgovor, da lahko naredim pogovor z Jelko Reichman. In to ne tako, da je zdaj ona nekam prišla, pa si vzela minuto ali pa pol ure časa, ampak smo mi lahko prišli k njej domov. In zdaj ne vem, koliko ste stari, ko boste tole poslušali ali pa gledali, ampak to je tako, kot če bi vas na primer v starih časih domov povabil Picasso ali pa Da Vinci ali pa če ste bolj za igralce, morda Brad Pitt. Sam tako gledam na Jelko Reichman. Zakaj? Ker jo od moje mladosti pa do danes ves čas občudujem, ne nje, ker jo šele danes prvič spoznavam, pa je silno zabavna gospa, pa taka vesela, kar boste videli, ampak njene slikanice so pa del mojega otroštva in zdaj mojega starševstva. Ampak naj bo dovolj, danes smo tukaj pri njej zato, da ona kaj pove. Gospa Jelka Reichman, najprej hvala lepa, pa lep pozdrav. Vam tudi. Še preden bova karkoli rekla, moram reči, da škoda, da kameri niso prej prižgala, ker ko sva klepetala, pa super ste. Taka vesela gospa, a vam sploh lahko rečem gospa, ker ne glede na leta se mi ne zdite gospa, ampak taka. Ja, bom pa za uvod nekaj povedala. Pokojni pisatelj Smiljan Rozman, mislim, da vi še to poznate, je meni enkrat rekel, takrat sem bila še precej mlajša, ampak sem že šla na 50. leta. In sva se srečala tam nekje pod Trančo, v starem delu Ljubljane, in prav on meni, živjo punca! Jaz sem rekla, Smiljan, pa kaj noriš, kakšna punca, jaz sem že stara baba. Je rekel, veš kaj, ti ne boš nikoli stara. To mi je rekel in to mi je ostalo. In delno je imel prav. Delno. Saj se staram, vse se stara kot vsakmu, ampak nekateri imamo v sebi, ampak to nismo krivi, tudi nismo zato ne boljši, ne slabši, ampak imamo, ne vem, en vir nekega upanja, nekega veselja, kljub temu doživljenja. Jaz vem, koliko stvari je šlo stran od mene, nikoli se ne bodo vrnile. Ampak včasih z neko nostalgijo pomisliš nanje, ampak ne žalujem, je šlo. Pa pravim, dobro, da sem jih imela. Nima vsak. Tako. En del si bom sposodil od prej, ki ste ga sama omenila, en del pa iz mojega življenja, pa tudi življenja vseh nas. Ko ga vprašaš, kako si, je res v zadnjem času, ta čas je pa zdaj že kar dolg, odgovor, tako, saj veš pa to, pa začnejo naštevati. Starejši smo, več težav naštejemo, ampak ko sem pa vas vprašal na začetku, lep pozdrav, kako ste, je bil pa takoj nasmeh, dobro, potem sva pa klepetala. Ja, ker kaj pa hočeš, če se ne potrudiš, da jemlješ vsak dan kot nov dan in da imaš neke naloge, ki jih moraš opraviti, pol pa se lahko samo uležeš pa odspiš, pa greš. Ampak vaš dan pa ni taka, ne? Ne. Kako Jelka Reichman zjutraj začne dan? Ja, ostajava oba, z možem vred, on bo 92 let star, jaz sem stopila v 86. leto. Kar zgodaj ostajava, čeprav nimava recimo živine, imava pa mačke, ki so tudi, imajo svoje zahteve, ampak kar nekje tam 6:30 je kar skoraj zadnji čas, da vstaneva, poleti, da še prej, ne ob 6, potem se pa začne.
jaz imam svoje stvari, najprej uredim svojo živino, ne, to sta oba mačka, ker sta zahtevna, potem imaš sebe, da se umiješ, te zadeve, no, in potem je zajtrk, kjer moram poudariti, da jaz nisem bila vajena v življenju zajtrkovati, vedno se je nekam mudilo, mamo sem imela v službi, ona je bila učiteljica in je ob 8 je morala biti in nekako nismo zajtrkovali. Da povem tudi drugim, da je zajtrk resnično pomemben. Bolj kot vsa druga prehrana dneva. No in potem malo zajtrkuja, pa ne veliko, to je en košček, en toast, recimo, pa nekaj gor, pa kava, ne. Pol pa jaz začnem dan, kaj imam zdaj ta dan, to posteljem, pospravim, kar je nujno, potem pa edino, kar mene veseli, drugo delam vse po dolžnosti, tudi skuham kosilo vsak dan in vse to naredim, kakšenkrat kar rada, ampak po dolžnosti, edina reč, ki mene veseli, je moje delo. To je pa risanje, slikarstvo, branje knjig, vse to, kar spada v to. To je pa meni užitek. In tukaj tudi, če imam vmes težave, kar pa tudi jih imam, ne, je pa še zmeraj beg iz neke čudne stvarnosti, ki me ne veseli vedno. Ko sem se sprehodil po tem hodniku, pa v to vašo dnevno sobo, Ja. kamor ste me posedla, in je res lepo, se mi zdi, kot da res vstopiš v nek drug svet. To je ta vaš svet. Zanimivo, ko ste mi rekli, včasih mi kdo reče, pa kaj imaš vse to? Imam, zato ker lahko imam in hočem imeti in to je moja odločitev. Ja. Nič se ne date premakniti, Ne. vaš svet je ta svet. Mogoče sem stara duša. Jaz sem to brala, da smo eni stare duše, da smo že enkrat bili na svetu. To jaz čisto ne verjamem, no, ampak prebrala pa sem. Ampak stare duše so navezane na stare stvari. Na primer, moj oče je bil čisto drugačen človek. Jaz sem se kot dekle čudila, kaj je rekel, ki je bil že star. Jaz sem mislila, pa kaj ga to briga. Je rekel, joj, kako je meni hudo, da bom moral umrti, kaj bojo še vse znašli na svetu, kaj bo novega, pa jaz ne bom dočakal. In jaz sem bila brez besed ob tem, kar je moj lastni oče rekel. Mene pa to nič ne zanima, kaj bojo izumili. Če bojo na Jupiter prišli ali pa kamorkoli, mene pa zanima preteklost. Kako so živeli, kako je bilo drugače, lepe stvari, ki so jih delali ročno, ki je bilo vse z enim takim čustvom prežeto, ne. Danes naredijo, gledam včasih na televiziji, zanimivo, na primer, kako hrano pridelujejo, recimo ali piškote, ali napolitanke, ali ne vem kaj, kako je to strojno, kako je to brezdušno, če se vzame. In kaj je tisto, ko doma babica naredi, zavitek ali pa piškote, to je čisto nekaj drugega. To se pa strinjam, moja babica naredi piškote na metre, ki jih noben piškot iz trgovina ne No, premaga. to. In to je vsa ta preteklost je s tem povezana. Ljudje so delali. In še nekaj pogrešam, glejte, meni se zdi, da bistvo človeka, kjer se od živali razlikuje, pa še žival ves dan v bistvu kaj dela? Hrano išče. In to je njen posel. Šele domača žival, ki imaš mačka, ki 3-krat na dan je, pa še vmes, da se potem tudi zredi, njemu ni treba. Ampak drugače, torej je bistvo človeka, da dela. Zato 3 leta nazaj se mi zdi, sem nekje prebral, da morda ste pa končali z slikanjem, da je to zadnja knjiga, takrat pa sem rekel, Ja, pa ni, vidim, da rišete, še zdaj ste z Anjo Štefan skupaj naredili eno knjigo, ampak to, da rečete, da se dela, pa da ste stara duša, a tudi zato te vaše slikanice pravzaprav večne, kot da bi se ujel v nek čas, ki se ne spremeni in je ves čas lep.
Veste kaj, to, kar bom zdaj rekla, bo samo hvala, kar pa nimam rada. Jaz ne bom rekla, da sama sebe tako cenim, kot ste prej omenili, da je obisk, kad bi pri Picasso bili, ali pa to ni, ne, to so velika imena, kamor se jaz daleč ne štejem, ampak nekaj je pa res, kar pa čutim. To, kar delava tudi midve zanjo skupaj zdaj, to je klasika. To se pa upam reči. To ni nobeni poskusi, nobene novitete, noben trend, noben te izrazi, ki jih jaz nekako nimam preveč rada. To je klasika. Saj bova še dolgo govorila, ampak a veste, kaj me je že včeraj navdušilo pri Ani, pa zdaj pri vas, pa ni zlagano, ampak ta skromnost, pa ne vem, a se sploh vidve, tudi vi, posebej po tem, da že od 63. leta rišete ves čas neprestanoma, ne zavedate, ampak res ste pustili velik pečat, 1,5 milijona prodanih knjig v Sloveniji, kjer nas je 2 milijona, pa še to šele zadnjih nekaj desetletij, ne? To je neverjetno. Ja, res sem dal morda tako primerjavo, ampak za mnoge izmed nas, ne, ki pa živimo s temi ilustracijami, z novoletnimi božičnimi koledarji, se sploh ne vemo, kdo je Jelka Reichman. Mi samo te slikice poznamo in potem rečemo, poglej, to je pa Jelka Reichman narisala in stvar je že določena. To potuje z nami domov. Moj odgovor je kar pripravljen, pravzaprav. Zato, ker sem sama o tem premišljala velikokrat. Glejte, naše delo, ne samo moje, delo recimo pisatelja, ilustratorja, prevajalca, komponista in tako naprej, to je delo, kjer si sam, kjer si izoliran, to ni timsko delo, ne, moja hči je igralka, to je že timsko, to že mora biti kolektiv, da je lahko predstava dobra. Dočim moje delo je pa zelo moje. Vezana sem samo na tekst, pa še tam moram reči, da nikoli, če sem ilustrirala pisatelja ali pa pesnika, ki ga ni več, itak ni imel nobene besede, ne, ker je že umrl, ampak tisti, ki so živi, nikoli se ni noben vmešal, ali pa da bi me kaj tako naredil, pa tako ne, pa to mi ni všeč, nič, to pa moram reči. No in tukaj si sam, in ko jaz delam, imam določene faze, takrat, ko čisto ustvarjam, me moti tudi radio, tudi vse me moti, ker sem koncentrirana in iščem, kako bom postavila stvari. Pol pride, ko je to narejeno, kar je najbolj zanimivo in me tudi najbolj, bi rekla, osrečuje, pa tudi težave imam tam. Pol pride pa faza, ko imam jaz stvar tako narejeno, da me enostavno ne zanima več, ampak ni pa končana. In potem moram še ure sedeti, da naredim one čeveljčke, pa tisto travico, pa tam dlaske, pa ta zobček, da nekaj ne pozabiš, kar se mi je že tudi dogodilo v življenju, da sem pozabila in je šlo v tisk in ni bilo. Ena polebnica, ne? Ja, se zgodi, ne bom rekla. No, ampak to pravim, da takrat, ko sem sama razmišljam, pa sem mislila, zakaj? Ker ne iz domišljavosti, ampak iz povratnih informacij, vem, da sem priljubljena. To veš, ker imaš to pisem, dobiš pa vsega od ljudi, ne. In sem pol premišljevala, zakaj prav to, kar jaz delam, ne. Ker so tudi drugi moji kolegi, moram reči, so vsi kvalitetni. To pa res in mi smo ena taka povezava, da se imamo kar radi. Veste, kaj sem pol pomislila? Da je tisto, kar jaz naredim iz srca, iz tega, kar jaz čutim, da je mogoče nekje v večini ljudi prisotno, pa ne vedo tega. A veste, to je ena prisotnost, ki je prirojena. Za neke lepe, majčkeno idealizirane stvari, to imajo ljudje radi, to je v njih. Vsak si želi nekaj res lepega, da ga bo srečal. In pol, na primer, ti ljudje, ki te knjige dobijo, moram reči, da malo kdo je likovno izobražen. Ali je recimo medicinska sestra, ali je v vrtcu vzgojiteljica, ali je učiteljica, ali je zdravnica, ali je za blagajno sedi, ali je prodajalka, torej poklici so različni.
Torej ni poznavalka čiste umetnosti, da bi rekla, to je pa tako likovno, perfektno, pa to oni ne vidijo. Vidijo pa tisto, kar je v njih lepoto, ki jo iščejo. In to lepoto, ki jo jaz tudi iščem, jo dam ven. Oni jo pa ne znajo, ker ne vejo, kako bi to naredili. Ko pa vidijo, se pa spomnijo, da to je pa tisto. To se mi zdi. A je zato tako globoko vas zapisan, da imate radi, da se nekaj gradi, da se nekaj... Vedno. A ne? Vse, kar se gradi, vse, kar se dela, od najmanjše stvari, jaz nimam tukaj zadržkov, če nekdo ima veselje z vrtom pa rožami, ga cenim ravno tako, kot če slika ali pa komponira. Samo da vem, da dela z veseljem in da gradi, in to je meni pozitivno. Kadar se pa začne nekaj razdirati, že kot otrok, jaz sem čudno gledala svoje, recimo, otroke, to so bili bolj fantki, ki je šel pa je recimo razdrl igračo, da je videl, kaj je not. Dobro, to imajo fantje, moški bolj radi, da vidijo, kako nekaj funkcionira. Me punčke smo pa raje videli, da je lepo. Da je tista punčka, ki smo jo imeli, da smo jo česale pa oblačile, ali pa imele posodice, pa nekaj kuhale. Fant je pa razdrl, pa je gor stopil, ali pa je recimo en hrošček lezel po tleh, pa je prišel fantek v vrtcu, pa je gor stopil, pa ga je... Jaz sem onemela. Ne maram nič, kar se podira, kar se uničuje. Sprejmem edino to, minevanje, ki je naravno. To pa sprejemam, ker ne morem drugače. Mogoče je zdaj čas, da vas vprašam, ker sem pa to prebral v enem izmed vaših intervjujev, 3 pravila, ki jih imate za življenje, Ja. ker se mi zdi, da zdaj pašejo in vidim, da od rojstva praktično se jih držite, kar je neverjetno. Ali ste jih kaj spreminjali, ampak... Ne, v bistvu so mi zdaj na starost zasedele kot čisto pravilo. Kot mlada nisem tega se tako držala. Lejte, tudi jaz kot mlado dekle sem se primerjala, sem rekla, pa sem šla na kakšen tisti narodni dom na ples, pa je bila, 3 so bile toliko lepe, jaz pa sem mi ni zdelo, da sem, pa sem malo mislila, joj, kako je ona čedna, pa tako. Te stvari so odveč. Zdaj vidim, da vsako primerjanje samo tebe muči. Ker če se primerjaš s komerkoli, boš vedno našel nekoga, ki bo boljši. Ali bo lepši, ali bo bolj zdrav, ali bo bolj imel več, ali kakorkoli, ali bo uspešnejši. To je čisto odveč. Važen si samo ti in tvoja pot. In tvoje okolje, tvoja družina. Kaj sem zdaj jaz misliti, kaj imajo oni? Ali pa da bi me potolažilo, če je nekdo v stiski. Meni je hudo, jaz bi rada, da bi bilo vsem dobro, pa tudi meni. Ne bom rekla, vsem. Tega pa, se veste, da ne bomo dosegali. To je res, ja. To je pravilo 1. Ja. No, potem pa to, da nikoli ne želi nekomu slabo, pa tudi, če se mu zgodi, ne uživi pri tem, sej ta pa se služi, to je pa čist prav, ne. Ne, vedno bodi sočuten, ker vsaka težka stvar je težka, za vsakogar. Tudi, če ga ne maraš, no, tudi jaz nimam vseh ljudi enako rada. Eni so mi simpatični, pa takoj dobim stik, eni pa ne. Ampak ravno tako vem, da tudi jaz nisem vsem na prvo žogo všeč. Tako je. In nikoli ne želi slabo, pa nikoli ne bodi tudi zavisten, če nekdo je boljši od tebe, če dobi nagrado, če je tako in tako. Bodi vesel, ne, res. In to te da malo, kako bi rekla, eno lažje sprejemanje vsega življenja. To si moraš tako narediti, res. Če se na to prvo, mogoče točko samo malo prem, res dolgo že rišete, pa res vam gre to od rok. Prebral sem, da zato, ker glava tako hoče, ne glede na to, da so to roke, da bi tudi z nogami risali. Ja, to je res. Ampak, ko ste pa, na primer, bili pa še vseeno mladi, pa ste rekli, takrat še nisem bila morda
poučena v tej modrosti. Številka 1 pa je bila tam Kristina Brenkova, ne? Ja. Ko ste se prvič videli. To je tako, kot da bi danes neka mlada slikarka prišla pa do vas in bi verjetno čutila enako straho spoštovanje. Kako je bilo v tistih časih, ko je bilo to spoštovanje vendarle malce drugače kot danes? Ne? Danes ga mogoče nimamo, no? Ampak Kristina Brenkova je bila takrat institucija, tako kot je danes Jelka Reichman. In ste vi prišli tja, da bi nekaj narisali. Pa vem, da vam je na začetku celo rekla, a boste res, pa ste rekli, boma, ne? Ne, veste, mi smo imeli tudi kot študentka na akademiji, mi smo imeli čisto drugačen občutek do profesorja. Res bom pa tudi rekla, lahko mi zdaj mlajši svet zameri, ampak takrat so bili profesori, bom rekla s to besedo, korifeje. To je bil profesor Stupica, profesor Mihalič, profesor Pregl, oba Zdenko in Boris Kalin, to Smrdu na kiparstvu. To so bili ta Gojmir Anton Kos, to so bile korifeje, to so bili ljudje, kot je Diza stal na hodniku, ki je šel recimo profesor Stupica, in visok je bil čeden. Stupica, vsi smo čisto znoreli, ne. Danes nimajo študenti, jaz vem, ker sta moji dve vnukinji obe akademijo naredili, ena je kiparka, ena slikarka. Ni takih profesorjev, da bi ti dih zastal. Pa ga ni. Pa ne mi pove, kdo karčeno. Ga ni. Ampak, naprimer, Kristina Brenkova ali pa Janez Bitenc, vi ste v bistvu sodelovali s temi velikimi imeni. Je to taka sreča, ne? Da ste bili del te. Veste kaj, mogoče je tudi to, da je bilo manj ljudi, populacija zelo narašča. Če sem jaz prebrala, da je bilo za časa Prešernovega življenja okrog 3 milijarde, pa še nekaj človečanstva, danes ga imamo 9 milijardo, to vam nekaj pove. No. In mogoče je bilo tudi to vzrok, da smo tiste gledali tako kot bogove, ne. Zdaj pa je to tako, no. In zato pa govorim jaz o klasiki. Nekaj teh imen gre v klasiko. Nekaj je pa trend in te besede jaz ne maram. To je pa zdaj trend, veš. To je pa tako, da zdaj mojo pa, če narediš risanko, ne, jaz jih gledam na televiziji, tudi tiste pujse. Meni, da ima na en stran dve očesi, na drug pa potem usta premika tja, mene to moti. Mene, lahko sem pa trapasta. Mene moti. Meni se zdi, da poneumlja otroka, da otrok ni tazga Prešiča še videl, ker bi imel na en stran dve očesi, na drug pa usta. In pa se čudi, sicer sprejme. Otrok vse sprejme, veste. Ker karkoli boste, tudi če boste 2 leta, 3 leta mu prinesli igračko, ki je ne vem kako grda, on jo ima rad, on to ima. Ampak, če pa hočeš vzgajati nekaj plemenitega v mladem človeku, je pa dobro, da tako izgleda. Imamo tudi risanke, kot je ta o tistem zajcu, pa oče zajc, pa kako te imam rad, pa recimo ta o Maugliju. Iz džungle. Ja, to so krasne risanke, da sem jaz tudi še zdaj šla, pa sem gledala. Pol imaš pa take, ki ti štiriglati neke kište govorijo. Mislim, meni slabo postane. Ne vem, ali sem jaz tako stara, ali sem blesava, ali pa so drugi neumni. Omenili ste to vzgojo, ne? Ja. Vaša starša sta bila oba profesorja, ne? Ja. Pa če smo natančni, vi ste se rodili malce pred vojno, a ne, in šli v šolo, potem, ko je bilo pa vojne konec. Ja. Kaj je bilo tisto, kar je pa vam ostalo, recimo, od te mladosti, od te vzgoje, da ste vse to lahko potem skozi svoj čas prenesli na svoja 2 otroka, na sina pa na hčerko, torej? Ker se mi zdi, če ti nič ne ostane, nič ne moreš dati, ne? Težko govorim o tem, kaj sem jaz karakterno prinesla že v genih seboj, to ne vem. Mogoče sem to nagnjenje do risanja prinesla po neki dediščini, po materini strani. Sam tam je bilo toliko otrok, 11 jih je bilo, pa 3 so študirali, ker so komi jih spravili, punce so šle v tobačno tovarno in to je bil drug čas, ne. In tako, da na kakšno akademijo ni noben mogel misliti, ne, takrat. Ampak malo se mi zdi, da sem od tam to dobila. Drugače bi pa rekla, da sem dobila to
da sem bila vedno delovna in še bolj, kar bom rekla, dolžnostna. Meni je bilo že od malega dolžnost, če sem šla v šolo, da bom naredila nalogo, pa te stvari, ki so bile nujno, tudi če me kaj ni veselilo, ne. Ta dolžnostnost se meni zdi ena dost važen element pri ljudeh. Da je tisto, ja, to pa ne bo, pa to pa pusti, pa ne bo za sabo pospravil, če ne pijo, recimo vnuk, da pije nekaj, pa nekaj poje, pa pusto, ne. Da jaz jih učim, nes krožniček tja, pa daj ga splakan ali pa pust, ne. To so dolžnostne stvari, ki ti pomagajo do reda pa življenja. Jaz to, mogoče sem starokopitna, ampak je res. Če bi vsak vse pustil za sabo, saj to je čez en teden svinjak. No, pa bom še nekaj vprašal. Ko ste začeli slikati, to ni bil čas, to je bil čas komunizma, pa ni bil čas neke bogatije, pa vendarle, ne. Vi ste šli pa v neko smer, ker tudi ni bilo verjetno prav veliko denarja, da bi rekli, jaz bom pa risala. Kako je to takrat doma oče, na primer, ali pa mama, kaj sta bila ta podpora, pa sta rekla, naša Jelka pa zna risati? Ne. Kje pa? Mama je bila, ona je bila sploh učiteljica predmetne, ona je bila predmetna učiteljica, kar je po vojni naredila, ona je imela učiteljišče, oba sta se tam spoznala, oče je šel potem v Zagreb študirati naprej, da je potem na srednje tehnični učil, mama je šla pa na posebno šolstvo, in sicer je imela surdopedagogiko, torej je bila učiteljica za gluhe na gluhonemnici, in to je ona zelo rada delala, je bila zelo potrpežljiv človek, zelo ljubeč, imela je rada tiste otroke in tako. In jaz sem se tudi kot otrok tega malo navzela, ne. Šla sem tudi v to kolonijo z njo, ko smo šli pa na morje, in sem pa z gluhimi malo kontaktirala in tako. Tako da ne vem, kako bi rekla, kako so gledali na to. Oče, ki je bil bolj tako na trdnih tleh, je rekel, da ne, da kakšno slikarstvo, to bom jaz za neslan krop ne bom zaslužila, da ne grem na nekaj pametnega, nekaj, kar je na svet. In zato me je takrat kot otroka, jaz sem bila po koncu nižje gimnazije, takrat je bila nižja gimnazija pa višja, pa sprejemni izpit za višjo. Jaz sem bila takrat stara 13 let, 13, 14, to si otrok. On je rekel, ti si butasta, tebi ne gre matematika. Matematika mi ni šla zato, ker me ni nič zanimala. Res mi je bilo dolgčasno. Da sem enkrat rekla profesorju, ko se je nekaj vsajal, sem rekla, poslušajte, mene Z² polovic nič ne zanima. Joj, kakšen cirkus je bil to. Ker to sem zinila. Ampak je rekel, ti moraš iti na nekaj pametnega, in me je vpisal kam? Na srednjo tehnično, kjer je on učil, je rekel, da bom jaz kontrolo nad tabo. In potem sem naredila kemijo, jaz sem po prvem svojem poklicu kemijska tehnica, diplomirana, čisto z odliko, vse. Ampak mene je gnalo to, kar me je. In to mi pa niso delalo ver. To je pa rekel, pej čez toliko neumna, pej na tisto svoje risanje. In sem šla. Ja. Saj prebral sem, da tudi ko ste bili otrok, vam je glino nosil, a ne, pa kartone, pa vse, tako da vaš čas je tudi skrbel za to strast. Ja, to mi je prinesel, pa mi je rekel, da je en profesor, ne vem, kjer hodi tudi na tak skut risarski, prav, pej, če ti keno, stok neumna, pej pa tam riš. In sem šla in tako, ampak ovirali me niso, spodbujali pa tudi ne. Sam to je bilo meni tako močno, da vam povem, da če zdaj gledam nazaj, bi šla čez silo in Karibdo do tega. To je bil moj cilj. In zato rečete, da ste uspela, ker je bilo to v glavi, a ne? V glavi. Vse je v glavi. Meni se spomnim kot otrok, ki je rekel star ata, moj star ata, po mami je, saj ta nas je preživljal med okupacijo, ne, on je bil mojster tehtnice pa ključavničarstvo, ne, pa je pa takole komu razlagal, pa je rekel, naša Ela je tako, ona ima tako roko za risati, jaz sem pa mislila, kakšno roko, jaz nič roke, jaz bi lahko tudi z nogo, to sploh ni roka, to je nekje drugje. In je.
To je vse v glavi. Vse je v glavi. Krutost, dobrota, pamet, ne pamet, vse je v glavi. Zdaj moram na ta današnji čas skočiti. Ne? Zdaj pa imamo en kup mladih, tudi z mojo generacijo, ki pa se nam zdi, da je že ena mala ovira, da nas nekdo ne podpira, kot se je na primer vam zgodil, ali pa ne, da nas vsi ovirajo, že dovolj, da nečesa ne naredimo. Ja, zato ker je ta generacija je razvajena, pa ni generacija kriva. Oni niso nič krivi. Čas je tak bil, da jim je bil pač tako naklonjen. Nam pa ni bil. In zdaj mislim, da naslednji tudi ne bo tako naklonjen. Jaz se tega kar malo bojim. Za svoje se bojim, ne zase, mene itak ne bo. Ampak nimam preveč dobrega občutka, pa ne, da bi imela kakšne ne vem, kako bi rekla, da bi imela kakšne take, kako bi rekla, da kaj vidim naprej. Ne, ampak čisto gledaš, kar je logika. Logika pa je, če bo toliko in toliko naraščalo prebivalstvo, toliko in toliko jih bo na en strani, in se čudim tudi tem stvarem, prebivalstvo narašča, ljudi je več. Teh, ki prihajajo iz drugih držav in so azilanti, in to tudi ogromno. Zmanjka pa poklicev, učiteljev ni, zdravnikov ni, sester ni, ne vem, ravnokar ne bo, če hočeš streho popraviti, ga moraš klečati na klečalniku, 2 leti, da dobiš Nekoga krovca najdeš, in tako naprej. Kje pa so te ljudje, kam pa te poklici grejo? A se to noben nič ne vpraša? Jaz pa se. A se vam je zdelo, ko ste risala, ne vaš ta čas, desetletja, da se je zunaj svet hitreje spreminjal, kot pa na primer vaš pogled na to, Meni kako se ste zdi vi... takrat, če bi se sploh hotela pomisliti nazaj, zame se svet ni nič No, spremenil. sej to sem želel reči. Ne? Ne. Ko odpremo vaše knjige, ne glede na to, kdaj so, V meni je ostalo tisto, Ja. kar je bilo. Meni tudi sem prebrala tudi kakšne kritike vse, ja, pa Luškan, pa vse lepo, ampak nostalgično, otroci so taki, so ima tiste kapce, pa tako, ampak jaz živim v tem svetu še vedno. In če recimo, da sem narisala tam na kliniki, ne, letne čase, pa je zimski čas, ko se otroci smučajo, pa to, jaz ne morem narediti otroke s čeladom. Ker kom ima čelado, kar je danes predpis, ali pa če je na kolesu, je predpis, jaz zgubim otroka, jaz zgubim glavico, jaz zgubim tisto, kar me zanima, a mene čelada nič ne zanima, da bi jo risala. Ker pa bi si jih lahko doma postavila, pa bi jih risala, pa me ne. zdaj bom spet potrkal na to vašo skromnost, ampak to, da te vaše ilustracije so na tej bolnišnici, ki je namenjena otrokom, to je nekaj najlepšega, kar se lahko tem otrokom zgodi, pa takrat čisto nič o tem ne razmišljajo, niti ne starši, niti ne otroci, ker Ja. vendarle grejo tja, ne, ko so najbolj bolni. Ampak da je Jelka Reichman dala to na to steno, se mi zdi pač nek tak poziv. Najlepše stvari za tiste, ki Ja. to najbolj potrebujejo. No? Glejte, jaz sem imela proste roke, ta arhitekt, ki je mene zbral, ali kdo je bilo, saj ne vem, ne, saj nisem nekak, da je bila kakšna natečaj ali karkoli ničesar, kar rekli so, bi vi to, no. In imela sem proste roke. Ničesar, kot je bil en mal namig, če bi bile to kakšne pravljični liki. Jaz sem pa premislila, lejte, pravljični liki. Če bi jih že tudi vzela, bi morala slovenske. Mi imamo znane pravljične like Petra Klepca, pa o Beli kači, pa mogoče še kaj takega, kar precej poznam. In če bi jaz te stvari vzela kot motive, bi imela precej nehomogeno sceno, ne. Če bi šla v tuje, pa da imaš obutega mačka, pa pepelko, je pa še huj, ne, pa še naše ni. No, potem sem šla pa premišljati. Če bi šla v živalski svet, ki mi je ljub, in to pol, ne vem, a je to potem živalski vrt ali kaj, o čem govori. Torej morajo biti otroci. Da bom pa zdaj tam otroke bolne risala v posteljah, pa na ne vem kakšnih hojcah, pa spet ni preveč vzpodbudno. In sem potem rekla tako,
če je to klinika za otroke. Naj bi bil naš cilj zdrav, vesel, neobremenjen otrok. Kakšen je ta otrok v življenju? Torej, dajmo jih postaviti v letne čase. Kaj lahko delajo spomladi, poleti, jeseni, pozimi in tako. In to je prevladalo in to so sprejeli. In to je bilo vse. In to zdaj imamo in je lepo. In to imamo, ja. Zdaj ste malo razkrila to vaš miselni tok, ko nekaj ustvarjate. Ja, A ja. tako to izgleda? Ja, Vi dobite veliko tekst moraš in zdaj- premišljati. Aha. Nekaj vam še povem, kar je res, ampak je res. Bolje je, pa to pa ni na mojem zelniku zraslo. Jaz se s tujimi mislimi ne bom hvalila. Jaz sem to nekje povzela. Bolje je, kdo je to rekel, ne vem. Bolje je 3 tedne premišljati, pa en dan delati, kot en dan premišljati, pa 3 tedne delati. Važno je zamislimo vse o sebi. Premišljati. Ne kar buten buf, pa je, pa ni. Rekli ste že prej, ko sva se pogovarjala, da vas včasih vse zmoti takrat, ko premišljujete. Ja, A večino časa premišljujete o svetu, ki ga vidimo v knjigicah? pravzaprav res veliko premišljujem. Mogoče ne zgledam miselni tip, ker imam bolj tako što na umu, to na drumu, ne, da bolj vse povem, ampak veliko pa premišljujem, to je pa res. Pa veliko berem in bom še to rekla, da nobena izobrazba, nobeni doktorati, magisteriji ti ne dajo toliko premišljevanja in znanja, kot če veliko bereš. Ampak dobre knjige, ne zdaj sam doktor romane, pa tako, to tam kamor ne pripelje. Ampak da bereš, to so misli ljudi, ki so bili pametni in so tudi razmišljali. In če ti vse te misli potem tudi sam pri sebi, da jih povzameš, da premišljaš od njih, ti siguren da en tok mišljenja, ki je vzpodbuden, ki je pameten. Seveda, če bereš samo tako ali pa težko rečem kaj, kar potem jih bom po glavi dobila. Recimo, zakaj sem tudi nekako bolj nagnjena k ilustraciji kot k stripu. Meni je strip všeč, jaz nimam proti samo stripu nič. Tisti ljudje, ki strip rišejo, znajo ogromno risati in dobro risati. Ampak s tem podpirajo ne branje, ker potem otrok raj prebere, da je gor piše, juhu, bom pa tega napadel, kot pa da bo prebral celo stran. A se pol z Mikijem Mustrom niste dobro ujela? Ne, se ne poznava. Nikoli se nista? Ne. Ampak jaz drugač striparje cenim kot risarje. Risati pa znajo. Tudi, Miki Muster misli? Ja. Mikija, Miki, pa ja, ja. z Mikijem sva pa bila prijatelja. zato. Ja, Miki je meni svoje povedal, jaz sem mislila, da mislite tega, ki je letos dobil. Ta novega, ne, kar Mikija Mustra. To novo je bila pa, nisem toliko razumela. Z Mikijem sva bila zelo prijatelja, ampak njegov svet je bil drug svet. Jaz sem ga cenila, ampak moj je pa drugačen. Moj svet je pa svet Marlenke Stupice. Jaz sem sledila to stvar, to ne. Lahko pa en drug, pa to saj nič hudega. Zakaj bi pa naj cveti 100 cvetov? To se meni zdi pametno. Zdaj ste omenili, da veliko berete, pa prej ste rekli, da to slovensko poezijo znate skoraj da na Ja. pamet. Pa to zato, ker jo ves čas malo ponavljate, ali ker ko enkrat preberete, vam to ostane v možganih? Tako bom rekla, da te zdajšnje, modernejše, to manj poznam, ker nič več ne morem toliko novih stvari brati, tudi ne grem več niti v mesto, niti nočem. Jaz se silim, da ne kupujem novih knjig, ker mene bojo knjige mi jo podrle bajto, toliko jih imam. Ampak, ker živim od tistega, kjer sem jaz študirala, kjer sem se jaz učila, jaz sem znala to vse na pamet. Recimo se spomnim, na primer v šoli,
pa smo, bom rekla, obravnavali Gregorčiča, pa je rekla profesorca, no, do prihodnice pa naučite pesem Soči. Pa so pa slišala sem okrog svoje sošolce, pa še to Soči, kdo so pa to učil, to, ne. Jaz sem bila tih, pa sem mislila, kaj to se učil, jaz jo že zdaj znam. Prebrali smo jo v šoli mogoče enkrat, dvakrat, jaz sem jo znala, ker mi je bila tako všeč. To je to. Enim pa ni bila, pa se jo niso naučili. Meni je pa matematika dolgočasla. Kakšen sošolc je bil pa nor na matematiko in to so razlike. In zato je tako trapast reči, da ta je neumen. Poglejte, kako lep. Jaz sem zelo rada Einsteina. In Einstein je povedal ene par tako dobrih stvari. Eno je tisto, da je spoznal v življenju dve neskončnosti. Ena je vesolje, druga je pa človeška neumnost. Ampak je rekel, za prvo nič siguren, za človeško neumnost pa je. No, drugo je pa rekel to, jaz si to zrežem iskrice, da težko je reči, da je nekdo genijalen, drug je pa trapast, ker če bi učili ribo plezati na drevo, je popolnoma bedasta. Ampak je riba. Torej, zakaj vedno moramo reči, da tiskaj matematiko, zna tiste Brihten, ki pa jo namara, pa recimo krasno poje, ali kaj, ta je pa butljica pecna. Ni res. Vsak je za kaj drugega. Poglej v živalstvu. In če pa potem gledamo športne dosežke, ki so tudi nekaj vreden, če sem poštena, naš se je šport daleč potegnil, da nas svet pozna. Nas ni ilustracija, pa nič takega, ampak šport. Ampak le nedeljsko žbolha. Torej, je to tudi nekaj živalskega. Vevrca bo del skočila z enega drevesa na drugega, kot kjerkoli telovadec. Imate te stvari, ki pa, ali pa kako teče, noj teče, baje najbolj 200 km/h, ali kaj, da teče ta mačka. Gepard ali. Ja, no, imate dosežke v športu, ampak besednih dosežkov, likovnih takih, še pri likovnih imate. Čebela, kaj naredi, pajk, kako splete mrežo, tako prefinjeno. Imate glasbene, imate ptiče. Besedna umetnost, beseda je pa samo človeška, zato jaz vedno cenim tistega, ki je napisal, in ne bom nikoli rekla, da ne jaz bom pisana prva, ki sem risala, ampak on, ki je napisal. Jaz se še zmeraj čutim, pa ne, da bi bila tako skromna, da sem v ilustraciji, sem poustvarjalka. Tako kot je Dubravka Tomšič, kot je genialna v izvajanju, je ona poustvarjalka svetovne glasbe. To je pa res. Ampak zdaj ste nanizala ogromno enih znanj iz različnih področij. Ja. To pa zato, to sem tudi prebral, ko sem prišel k vam, ker ko rišeš, moraš o tisti stvari, ki jo rišeš, vedeti ogromno. Ogromno. Na primer, ena koza je bil tak dokaz, če se Ja, koza pa, marsikaj. A veste, koliko recimo je en ilustrator, če bom šla v slikarstvo, tudi med kolegi, zdaj tudi vidite, da več je punc, ki grejo v ilustracijo, moški ne toliko, ne. Moški tudi imajo željo, da so direktorji, da so vodje, da so politiki, druge poklice pa kar puščajo ženskam, ne, kmalu bomo ženske imele vse. Ko sem bila na akademiji, je bilo pa tako, takrat je bilo več fantov, redko katero dekle je prišlo na akademijo in mi smo bili še kar tak babji letnik, so rekli. Ampak te naši kolegi so bili tako, kaj vi boste a boste risali ilustratorke ali boste pa profesorce. Slikarka, da bi bila pa taka kot to pa ne, to pa oni. Potem se je pa tako naredil, da res smo ženske sprejele ilustracijo, ampak veste zakaj? Ker jaz sem naredila pol grafično specialko pri profesorju Debenjaku, pa z profesorju Pogačniku, ampak
kupila sem si to prešo, ker smo jo pred 3 leti prodali z vnukinjo. Jaz nisem nikoli prišla do tega, da bi lahko doma grafiko delala, ker komi sem poročena, pa moram iti kosilo skuhati, pa imam otroke, pridejo v šole. Če pa delam grafiko, sem pa do tukaj vsa umazana od barve. Tisto barvo moram jaz čistiti z vsemi tistimi sredstvi, iz čopičev, z plošč, z vsega, da se ne zasuši, ker pa je zastranvaš, pa je konc. In tega ti ne moš delati. Jaz sem naredila lahko 1 vtis, 2 vtisa, 1 dopoldne, zdaj pa treba, krompir prstav, to naredi, torej ženska gre dol in to dela. In je lažje potem ilustrirati, kjer je tudi težko prekiniti delo, ampak imaš pobarvano tole, pol boš pa kuške gor narisal, ampak to bo šlo popoldne. Ne? To so te stvari, to so čist, bi rekla, otipljivi razlogi. Da vas je prav praktično življenje tudi peljalo sem. Tako je, ja. Lahko bi bili pa tudi abstraktna slikarka? Mislim, da pa ne. Mislim, da abstrakcije v meni ni, ne moram pomagati, jaz se ne zametujem, sploh ne. Ampak jaz moram imeti figuro. Meni je to tisto, kar me zanima. Da bi samo barve polagala druge ali pa ne vem kaj, nimam abstraktnega mišljenja, to pa ne. Ne moram pomagati. Saj nič hudega, sej. Ne. In tudi poglejte, ljudje, če sem bila na kakšnih razstavah, kjer je bila abstrakcija, res povem, kar je res. Prišla k meni kakšna gospa, ki me takole poznala, ne. A veste, sem bila kje na sliki, pa to pa te spozna, ne. Pa prav plaho, joj, gospa, vi, ki ste umetnica, a vi to razumete? Rekla, gospa, jaz tudi ne razumem, če vas to potolaž. Ampak tukaj umetnost ni nekaj, kar moraš razumeti. Lahko ti je samo všeč, lahko te barve tako potegnejo, da je to dovolj. Ne? Ampak meni ni dovolj, to je pa moja osebna stvar. Jaz imam rada figuro, jaz imam rada detajl, jaz imam rada, da je celota, pa detajl, pa da nekaj vidim, pa da mi neka čustva vzbudi. Ampak to je moja razlaga, da ne bo kdo od mladih name pritekel z gorjačo, ja, baba stara, kaj ti misliš, da se konča. Tudi figura se vrača v slikarstvo. Vidite, da se vrača. In zato je toliko, takrat, ko sem šla jaz z upanjem v ilustracijo, je bilo to nekaj zelo malo. Zdaj pa, zakaj ilustracija toliko pridobila? Prvič zaradi tiska, zaradi teh modernih tiskarskih tehnik, ki ti tako naredi, da sploh sam avtor ne loči originala od tiska. Ga ne ločim. Jaz moram včasih posliniti, da vidim, ker od originala, kolikor ga fiksiraš s fiksativom, še zmeraj lahko malo barvega stran, od tiska pa ne. Torej je to malo naredil, malo pa tudi to, da je to edina zvrst, kjer še figura mora biti, zaradi otrok. Ker ne moram jaz narediti nekaj rdeč pa plav, zato ker piše, da je kozliček skočil čez most. Ampak moram kozlička narediti. A vidite? Figura je ostala, zato je ilustracija tudi pridobila. Meni se zdi, da zato. A rišete zdaj kaj te dni? Če kaj rišete te dni? Še, zdajle ne. Tale mesec mi je šel čist po gobe. In to je zame tako, da bom zaključila s tem, ker je prišel profesor Pregelj na korekturo, vedno se spomnim, tako je bil precej močen, nizek, vedno je kadil, takrat so še smeli kaditi, da je to prepovedan, ne. Prišel je not, je rekel, veste, danes nam jaz nič korigiral, že 3 tedne nič namalam, pa sem tako žleht, kar grem. To je rekel, prisežem. Sem tako žleht, da vas bom samo jezo spravil, kar grem, kar delite. A to tudi na vas tako vpliva, če ne rišete, da se kaj
postanem, ne bom rekla, da žlehtali, pa tudi nekam živčna, neka napetost se gosti, pa dobro, zdaj sem stara manj, kad je vse manj, vse pada. Ko se staraš, mora razumeti, da vse zgubljaš. Vse. In to moraš pač sprejemati, dokler ne zgubiš tudi življenja in je tudi to normalno. Ampak zgubljaš tudi tisto potenco, energijo. Zato pa pravim, ko si star, narediš stvari, recimo bolj z nekim znanjem, z izkušnjami, ampak ta osnovna potenca pa pade. To pa ne mi govoriti, da kdo rekel, da je no Mirke pa... Ja, tako je. Ampak, če ne delam svojega dela, ker to mene po koncu drži, če jaz vem, da bom šla pol delati, ker bom tele medvedke naprej naredila, pa kako bo pol tole, jaz z veseljem še tisto posodo zložim, pa tisto pometem, drugače pa mislim, še to, koliko je to dolg čas. No, to. Ampak kako to izgleda? Vem, da ste del ustroja, ko gre za knjige, pa uredniškega tima, pa tako naprej. A kdaj kdo pozvoni na vrata, pa reče, a bi vi tole narisali? A je to romantičen pogled na to? Na vrata ne, ker ljudje pač ne vedo, ampak me pa pokličajo. To pa. Po telefonu pa je. To sem pa imela veliko takega, da joja, imate vi kaj za prodati, ali pa to pa res veliko. Ali pa je pa prav, lejte, jaz prodajam ne, tudi od teh enot, ki so v bistvu celote, pa to je tudi za knjigo mišljeno. Tudi recimo tako slikco, če je še tako recimo lahko lepa, je tukaj prazen, zato ker bo tukaj pesem. Torej je ni tako za okvir, no ta bi še bila recimo, ali pa ta, kakšna pa ni, ne. Ta tudi, ki je tako polna, no, kako bi rekla, da to je pač knjižno slikarstvo. Pravim, to prodajam ne, ker imam tudi rada, da je skupaj, ampak lahko vam pa naredim, če imate kakšno željo, pol imajo pa željo, ja, da imajo krst, ali pa poroko, ali pa rojsten dan, ali pa da bi rad to mogoče skopirano iz te knjige, da je taka. Take želje so pa bile, no, to pa je. Pa to uresničite? Veliko sem uresničila, moram reči, zato ker če me kaj poboža, mojo tisto, da bi rekel, da vsak človek ima le v sebi eno željo, da upraviš svoje delo, ne. Ne, da bi, meni ta beseda slaven, pa to ni preveč, da bi rekla. Tista slava, da si v časopisih, tudi na televiziji, pa to, bom čisto rekla, da mi je prej mučna kot vesela, ker pol vidim, da ja, pa sem kaj narobe rekla, pa kako sem zgledala, pa tako naprej. To me ne osrečuje. Denar sploh ne. Tukaj nekdo misli, z mojimi vnuki rečejo, koliko milijonov je šlo čez stroj, da imam jaz toliko denarja. To ne. Res, da sem preživela s tem, kar dobro, tako kot bi imela kar eno v redu službo, več kot to pa ne, obogatiš pa ne, to si pa ljudje narobe predstavljajo. Ampak do tega denarja tudi meni nikoli niti ni bilo. Jaz bi marsikaj, če bi me veselili, raj naredila zastonj, za kakšne uboge zamorčke, ki me veseli, ki me zanima, kot pa nekaj, kar me ne, pa bi rekli, jo, mi pa vam lahko, bomo plačali 5000 evrov, če to naredite. Pa bi rekla, veste kaj, da bi jaz tramvaje risala, pa križišča, to pa ne bom. Ne bi, ne, recimo. Tako, toliko imam jaz to do denarja. S tem pa rečejo, jo, tebi ni do denarja. Ne, meni je to do denarja, kot vsakmu normalnemu, se moraš živeti, a ne. Ampak nisem zasvojena s tem, ne. In poboža vas prav to, kar jaz rečem, poboža me pa nekaj druga, to pa priznam javno, če me kaj poboža mojo tisto dušo, da rečem, to sem pa res vesela, da vem, da je nekomu všeč bilo.
da ima nekje doma, ali pa še celo to neumnost, no. Gledam stalno to oddajo Ambiente, ker mene to zanima, arhitektura, pa notranja oprema, pa to. In ne malo kdaj se je zgodilo, ko pokaže otroško sobo, ne slikca, ampak da so knjigice. In zdaj nedavno je bila moja lepa vida, da kar ven stopne iz tiste police. To pa me poboža, no vidite. Tako. Da sem jaz delala svoje delo, svoj napor, svoje misli in da so nekje pristale. Da so nekje pristale, da je to nekomu všeč. Na začetku sem rekel, da je v marsikaterem domu kakšna vaša ilustracija ali pa knjiga milijon pa pol. V bistvu ste skoraj da v vseh naših domovih, a veste? No, ker že skozi Cicibana pa ta revijalni tisk je prišlo toliko, ne. Ampak to pa me veseli, tako da ne bom tako rekla, tako lažno skromno, ja, veste, se meni nič, jaz delam zase, seveda delam, iz sebe delam, tako kot se meni zdi, da je lepo. In ko to naredim, sem zadovoljna, ker to je ta predstava mojega. Ampak, če je to nekam nasedlo, ravno tako, da se je apliciralo na enega drugega, da mu je to tako všeč, ja, to pa me resnično razveseli. Če sem vas prej vprašal za tiste, ki zvonijo, pokličejo ali pa vas prosijo, so pa seveda tudi pisatelji ali pa pisateljice, pesnice, s katerimi pa že dolgo časa sodelujete. Zdaj v zadnjem času je to na primer Anja Štefan. Anja Štefan je, to sva tako skupaj udarile, potem je bil Janez Bitenc, pa je bil Kajetan Kovič. Potem je bilo zanimivo, kakšen splet okoliščin nastane. Da je moja mama na učiteljišču je imela razredničarko Anico Črnejevo. Ta, ki je bila potem, ki je v taborišču umrla, ne. No, in ta Anica Črnejeva je slovenščino učila, je bila njena razredničarka in zelo taka mila oseba je bila, mama povedala. In da jaz potem, ko toliko let mine, rišem slikanco pesmi Anice Črnejeve, ki je bila razredničarka moje mame. In taki prepleti se dogajajo. Taki res čudni, no, hecni včasih, ne, ali pa, kaj jaz vem, da sem lahko ilustrirala Prešernovega Povodnega moža pa Lepo Vido, jaz sem Prešerna vedno in še danes bom rekla, jaz sem prepričana, da je Prešeren pesnik svetovne veličine. Če ne bi bil on sin tako majhnega naroda, s tako majhnim številom, mislim, govorečih v slovensko. Vse je delal tudi, je tudi nekaj v nemščini napisal, ampak vseeno, njegov jezik je bil slovenščina. Jaz vam povem, da če gledaš Goetheja, Heineja, Byrona, vse to, noben ni napisal take pesnitve, kot je Sonetni venec. 14 sonetov ti tako, da se vse pokaže, saj to je resnična umetnina. To se mi še zavedamo, ne. In en gorenjski fant tamle gor iz Vrbe. Tudi pri ilustracijah se mi zdi, da če bi vaše, na primer, primerjali s svetovnimi, ste tudi v vrhu. Jaz mislim čisto vzeto, da me ne bi bilo sram. No. Čisto bom rekla. Ampak to je tako nedomišljavo, pa ne... Ne smemo biti Slovenci spet preveč, da je pa on ilustriral, ja, ta je pa zdaj. Marsikdo od naših, tudi impresionistov, bi mirno v Louvru in višel zraven Monet ali pa Manet ali pa teh. Mirno bi bil Grohar, čist mirno. Pa Jakopič pa tako. Tako da ne si spet, da bi si kaj domišljali, pa tudi ne se podcenjevati. Mi smo majhen narod, ki je pa dokazal marsičem. Končno imamo najboljšo kuharico, imamo plezalko, ja, se tudi to je nekaj, imamo tega, no, košarkaša, ja, pa imamo kolesarje, se je tudi šport nas je neverjetno daleč pomaknil. Ampak zakaj? Ker je publike toliko za šport. Če bi jo bilo toliko za poezijo, bi tudi tukaj del prišli. Ampak je ni. Ker to je treba misliti, to pa že ni tako. Tam pa gledaš.
ti sediš, gledaš pa šimfaš. Za šport ste rekli, na Šmarno goro ste šli pa 3-krat, a ne? Pa tako blizu ste doma. Jaz A s 3-krat športom pa si ne bom nista šla na blizu? No, tako. A si nista blizu športom? Razen preko televizije. Ne, nisem, nikoli nisem bila športni tip. Meni je bila, če sem čisto poštena, skoraj sem imela vseeno raje matematiko kot telovadbo, res. Sam, da sem prišla v telovadnico, pa je zadišal po tistih copatah, pa veste, takrat je že še broj se, prvi, drugi, pa vrsta, pa ti na kroge, ti na, ne vem, parter. Meni se je obrnil. Kaj pa za ples? Precej štorasta sem bila. Ampak precej lepa pravijo. Ja, Precej veste, bom kaj dal zdaj sem stran, zelo lepa To bom pravijo. pa povedala. To je pa res vredno, res. Da sem se moral vpisala, oče je rekel, daj pejt v plesno šolo Jenkovo, da je parjav se, ker ti si štorasta, pa ples je del izobrazbe, ne. In potem sem se prijavila v plesno šolo Henku in kaj je bilo? Punc nas je bilo vedno več kot fantov, ne, to je jasno. No, in ko smo prvič, ki je on pokazal plesne korake, pa valček, pa foxtrot, pa tisto, ne, sem bila čedna najbrž, res to zdajle ne vem, ampak najbrž, da sem bila. Polk je to vse pokazal in potem je rekel, zdaj pa moški volijo, majko, res, da so se vame zakarali, res. V glavnem so šli do mene. Prvič. Pol pa tisti, ki so plesali z mano, niso več prišli, so šli raje kakšni debeli, pa je bila bolj, recimo, za ples pripravna, jaz pa ne, jaz sem bila precej štorasta, res. Ampak pravijo, da ste bili kot Brigitte Bardot. No, ne. Bolj sva si zdaj podobne, ko sva stare, prej ne. Ona je bila višja, pa bolj vitka, pa bolj šobasta, pa bolj lepa, ampak zdaj sva si pa res kar podobni, imava pa eno zelo skupno lastnost, da imava zelo radi živali, obe, to pa ja. Tako da, Spoznali se pa nista nikoli. Ja? Ne, škoda, ker malo francosk znam, pa ne Aha. veliko sem se učila v osnovni šoli, ne tam, da bi malo že kakšno dobile skupno, ampak živali imamo pa res radi. In jaz jih resnično dostikrat mislim, da imam rada floro in fauno, pa tudi nisem, da človeku mrzneš, ampak da najraje imam fauno. Ampak moža imate pa tudi zelo radi, ker kjerkoli sem prebral, ste mu pripeli kar nekaj medalj, zato da je ne samo, da je z Veste vami kaj? zdržal, ampak ste ga tudi zelo... Rada je, seveda, midva sva toliko let skupaj, se sva, ne vem, 65 let poročena. ali Saj to? Ja. Navadiš se. To ni več taka ljubezen, kot se jo je v začetku, če se jo skušam spomniti, ampak to je nekaj drugega. To je vzraščenost. Predvsem je pa nekaj, da sem mu veliko hvaležna. On je dosti potrpel, ker veste, imeti ženo, ki recimo reče, joj, a bi šli mi konc tedna tja pa tja. Joj, sem rekla, si ti nor, jaz moram to za narediti, to se meni mudi, kar ne morem, ne. In da on pa to potrpi, to je tudi treba spoštovati, no, res. A vas lahko pol zdaj vprašam, ker ste tudi knjiga modrosti, a ne? Tudi zato sem k vam zelo z veseljem prišel, ker sem vedel, da bom vse to dobil in to zastonj. Ja. Pa če bodo zdaj poslušali, rad, ampak kaj pa ljubezen? Kako bi pa Jelka Reichman opisala ljubezen? Ja, bolj se strinjam z grško, jaz ne znam, ampak sem brala, da grški jezik ima več besed za ljubezen, da je ena je agape, to je ena ljubezen, pol je čista ta ljubezen, erotika, pa tako. Jaz bi se z Grki kar strinjala, da ljubezni take, veste, da je bolj to utvara. To je ena utvara, ki mora funkcionirati čist naravno, da pride do parjanja, no, to je povsod. Živali imajo določen čas, ko se parjajo in takrat je recimo, ko sem imela psa, so
jaz sem imela psa, ki je bil plemenjak, to se pravi labradorca, in potem so ljudje klicali, joj, veste, naša psička je zdaj vroča, so nam svetovali na Kinološki zvezi, da vaš ali pa ta lahko pripeljamo. No, sem rekla, pripeljte, in se je zgodilo, da moj pes, ki je bil sin od unga, ni nič, psica se usedla na rep, pa je kar šavsala, ni ga pustila. Pa so ga popeljali k njegovemu očetu, tam je bilo pa v redu, in pa so klicali, ja, no moramo pomagati, oče je boljši kot sin. To sem jaz vse skozi dala. In me je zanimalo. No, ampak mislim, da je ta ljubezen, da gremo nazaj, da je to ena prevara narave, ne? Ker prava ljubezen, res, če bi jaz ljubezen hotela, ampak res bi rekla, da je to tisto, kar vse daš, vse potrpiš, nobena reč ti ni prehuda, tudi če je huda, zahtevna in ti je odveč, ampak jo narediš zaradi tega, ker ti je toliko do tistega bitja. To se meni zdi, da bi bila definicija. Tako kot vam bom povedala še to, ker pravite, da je knjiga modrosti. Jaz sem si veliko zapomnila, mene je tudi v šoli spomin rešil. Jaz se nisem dosti učila, jaz nisem bila pifleca. Ampak zapomnila sem si pa veliko. In ko smo imeli na akademiji tudi psihologijo in pedagogiko, in je prišel predavatelj, profesor doktor Stanko Gogala, še danes vem, vsi smo prišli, tudi če so ušpičene prekle padale, na njegovo predavanje. Tako je bil perfekten predavatelj. In on je dal definicijo inteligence. In je rekel, to znam na pamet, tako kot Pitagorov izrek, pa to od tistem, ki je rekel Eureka, no. Pa vendarle se vrti. Ja, pa vendarle se vrti, ampak tudi Eureka, no. Da je padel. Ja. Ko jabolko pade, Newtonov. Ja, da telo izgubi toliko na svoji teži, kakor izpod njega spodrina. No, ampak ta definicija je pa ta. Inteligenten je tisti, ki se v danem kritičnem trenutku hitro in pravilno znajde. Vse ostalo je pa izobrazba, omika, možnosti, ne vem, tudi praksa, vse to ti potem dodaja, ampak čista inteligenca je pa samo to. Ne ženska, ki zagleda, da se neki ruš, pa zavpije, to ženske najraje zakričijo. To je najhujše. Miš zagleda, pa zakriči. Krik ti nič ne pomaga. Ti moraš samo hitro misliti. Kaj pa zdaj? Ne? In to, če bi jaz naletela, pa ne bom, ker ne hodim v gost, včasih mislim, če bi naletela na medveda. Kaj je toliko polemike v tem medvede, je treba postreliti, to je grozno škodo naredijo, koliko ljudi so poklali, koliko jih v prometu umre, pa so poškodovani. Tisti bogi medvedi, če so enega ugriznili v 20 letih. No, pa še tistega malo v nogo. No, ampak, če bi jaz srečala medveda, kaj bi jaz storila? Ne bi ga rada, čeprav jih imam rada, ampak srečala ga ne bi rada. A veste, kaj bi naredila? Okamenela bi. Čist bi bila primer. Ne bi zavpila nikoli, pa tudi tekla ne. Okamenela bi. Pa tudi, če bi prišel, pa bi me od blizu vohal, bi skušala biti popolnoma negibna. Pol pa kar bi bilo, bi bilo. Mogoče bi pa šel. Ja, to. A ste imeli v življenju srečo? Veliko sreče? Mislim, da razen kakšne prav posebne, ne pa tudi, da tako, kot vsi ljudje, no. Eni imajo res manj, včasih pomislim, da je tudi ena karma, ena, ne, usoda. Jaz sem vedno mislila, da je karma usoda, pa ni. Karma je
karma je v bistvu vzhodnaško, ampak je nekaj, kar začneš in je posledica potem. Dej, a je to karmatično, ampak zakaj bi nekdo karma prišla od njegovih prednikov, kjer ni bil nič kriv, tukaj te spet naštima, ne. Če si pa ti nekaj sam naredil, pa po tistem srbskem, ne, sve se vrača, sve se plača, to bi še kar rekla, da bi bilo nekje prav. Ampak drugače pa karma, da zato, ker je moj star ata ali pa prastar ata, ne vem, nekaj naredil, zakaj bi zdaj morala jaz trpeti? To mi pa ne gre v kap, no. Ampak kar se pa tiče sreče, saj veste, sreča je opoteča. Kadar, tudi to bom rekla, pregovor, da kdaj je cigan najbolj vesel, kadar dež pada, ker prav, da v drug dan sonce, če ti je predobro, saj jaz zase govorim, če pride obdobje, ke se mi vse zdi perfektno, se bojim, da se bo nekaj zgodilo. Kadar je pa nekaj zelo na dnu, imam pa upanje, da se bo nekako sčistilo. No, pa sva prišla še do enega tega čustva, no, ker zdaj vas bom izkoristil za ta pametna, za ta znanja, ki jih vi imate, mi mladi pa ne, ali pa jih malo izgubimo. Imate. Ja, če sva v sreči nekaj rekla, kaj pa o strahu? A je Jelko Reichman bilo kdaj strah? Ali pa jo je še? Vidim, da starosti vas ni strah, ampak a vas je česa? Jaz mislim, da v nekem večnem, ne strahu, se to je, ne moreš, ker pa ne moreš živeti, ampak da je v neki, mogoče je zelo slab izraz, ker nisem taka vernica, da bi v cerkve letala, ampak beseda Boga boječ, ne, mi je na en stran kar ustrezna, da so bili ljudje Boga boječi, da se bojiš nekaj slabega narediti ali pa izustiti, da te ne bo kaznovalo. To je to. Da v tem pa kar imam malo tega privzgojenega, da ne bi hotela recimo, da kdo kar reče, onga je pa zdaj avto povozil, pa to. Raj sem v teh stvareh previdna, vedno mislim, da se ne bi mi kaj nazaj naredilo, no, to pa imam eno tako, mogoče, da je neumno to, no, lahko da je neumno, ampak jaz v to verjamem, da. In to je najbolj važno, se mi zdi, no, ker se mi zdi, da Ja. včasih imamo zdaj problem, da ne vemo niti v kaj naj še verjamemo, ne. Najboljša stvar je, najboljša, ki jo bi jaz rekla, prva in edina, ki jo imaš, je, da verjameš vase. Ker samo ti si ti, ki lahko nekaj spremeniš. Mi veliko imamo tega, pa ta vlada, pa te ne znajo, pa ti so neumen, pa kaj je ta. Mislim, najbolj so zoprni, najbolj mi grejo na živce tisti fotelarji, ki doma je čipse, kar naprej je takle trebuh ima, gleda pa športnike pa, bek neumen, spet si, zakaj si zgrešil? On ne proba, pa bo videl. On ne dela. Ti sam, pa gremo spet na Aškerca, na čašo nesmrtnosti. Sam imaš jo čašo čarodejno. Čaša tvoja je življenje tvoje. Dela dobra, dela slaba. To je vse. Sam imaš, kolikor moraš, no. To je ena izmed vaših najljubših pesmi, a ne? Ne, ni ne? najljubša. Ne. Najljubša mi je vseeno sonetni venec. Aha. To je sigurno. Najljubša. In tudi najvišja. Eno bi vam prebral, ampak zagotovo ne tako, kot bi jo Anja Štefan, ampak je pa napisala jo za vas, menda, oziroma ste se vi v njej prepoznali, pa se mi zdi, da je sem se vredna, a ne? Bom zdaj našel. Ja, tale, a ne? Ja. Kadar sonce, zlato sonce sede mi na ramo, vse, kar dela me v Boga, vse mi teče samo. Le pomislim, le izrečem in se kar zgodi in verjamem, da vsaj malo sončeva sem hči. Ona je s to pesmijo prišla tjala, sva sedele, pa še ene druge imela in rekla, viš kaj, Jelka, saj to pa ne vem, če boš ti razumela, in jo prebere. Jaz sem rekla, Anja,
pa kaj razumela, pa to jaz ravno tako čutim, kot ti. In to, jaz sem nikoli ne počutim, da sem jaz kaj posebenega, ali pa, kaj si jim, da bi rekla, imamo Bog rad, ali pa sonce, ali pa vse ni važno, ne. Ampak, kadar nekaj začnem, pa se mi začne odvijati, mislim, joj, pa imam res srečo, pa res me je sonce obsijalo, pa res imam to. In vsaj takrat mislim, da vsaj malo sem tudi jaz sončeva hči, tako kot ona. In tudi sva obe imava to v sebi, sonce. Zato pa pravim, vse imate v sebi. Vsak ima vse v sebi. In tudi, ko vzgajaš otroka, svojemu otroku, nikomu na svet ne želiš toliko dobrega, tudi sebi ne, kot svojemu otroku, pa vendar mu ne moreš dati, če on sam tega nima. To je žalostno, ampak je. Ne moreš. Ne moreš mu kupiti. Ne moreš. Riskiral bi, da ti glavo odsekajo, da bo on. Pa tudi to nič ne pomaga. Edino ga pomaga, če ga lahko tako vzgajaš, da to začuti in da bo sam prevzel, to pa ni vedno. No, in tako rečem, da sam imaš jo čašo čarodejno. Ja. Ko sem prišel oziroma že ko sem se peljal k vam, sem razmišljal, ko priješ na obisk, moraš nekaj prinesti, ne? Ja. In zdaj ta stara navada je pa, da je še kavo prines, bar kafe ponavadi je vedno bilo tudi Ja, pri moji kave mami, ne pijemo. Ja, no. Potem sem pa malo prebral, pa sem ko viski. Viski, Ja. da imate rada. Ja. A imate tudi, glede na to, koliko zbirk vsega imate tudi posebno zbirko viskijev? Ne, Kaj ne, izbirčna? ne. Glejte, ta viski je pa tako, da so mene že vprašali, pa so se bolj smejali novinarke, ne. Ja, pa kaj vas pa, gospa Jelka, tako vas po konc drži, da imate toliko življenjske sile, in pa sem malo zašalo. Jaz sem rekla, 4 stvari so. 2 so na D, 2 so pa na V. No, kaj pa je to? Jaz sem rekla, glejte, na D je delo, družina. To me veliko pomeni, oboje. Sem rekla, 2 so pa na V, to je pa vera, ampak moja vera ni taka, da bi bili župniki veseli. Moja je drugačna, ampak jo imam. Pa viski, sem rekla. Je pa tako, da jaz vina nisem ženska, ki bi imela rada šampanjca sploh ne maram, pa omrej navadno. Šampanjc, penina, pa tisto ni zame. Vino tudi ne, da bi bila raven zapita, ne, ampak rada imam pa, vedno sem imela že od adolescence mogoče, rada kakšno kratko pijačo. Včasih je bila to slivovka, sadje, vse drugega nismo poznali. Zdaj pa moram reči, da najbolj obrajtam viski, malo, ne, in to nikoli ne grem popiti pred 11, tako kot tudi ne točijo. Ob 11, če kaj delam, pa pravim, no, zdaj bi pa kar rabila malo, in potem imam jaz, lahko pokažem take štamparčke, ta stare z Bolšjaka, ki ima toliko dna, pa malo natočem, pol grem pa tista na 2-krat, 3-krat, kakor je stvar, če me kaj bolj muči, kako bom naredila, grem 3-krat, če me ne, tako, ampak to je vse, potem pa nič ne pijem več tisti dan, da bi pa zvečer ali to ne. No, to pa je moj ritual, to ga pa priznam. Prej, ko sem vas vprašal, kakšen je dan Jelke Reichel, pa zdaj, ker grejo po koncu pogovora, čeprav jaz bi tukaj z vami klepetal še ure in ure, ampak... A bi, ne, jaz tudi. Rekli ste, knjige preberem, a potem pa zaspite s knjigo v roki? To vam povem, to je pa prava, bom rekla, grozna reč. Jaz ne morem zaspati, da ne rešim ene križanke, ali pa da nekaj preberem. Eno pasažo, ali pa revijalni tisk tudi, ampak tist manj, ne, tist me manj zadovolji, posebej tiste revije, ki so tabloidne, tam, kako je ena se ločila, pa je druga čez plot skočila, pa ta ima raka, pa to meni je to tako, no, bolj rekla, kazala. Ampak bolj revije, kjer je malo teže noter, ali pa knjige, ne, križanka pa sploh. In to,
Križanke jaz vedno rešujem s flomastrom. In kaj se zgodi? Če vam jaz zdajle poslo pokazala, jaz imam en kup madežev, ki zaspim ob tistem, ali takole, kar omagam, in se zbudim in je tisti flomaster takole na majici, recimo oni nočni, ne, recimo, da je bela, pa je flek, konc, ne grem nikoli več ven, pa je pika, ne, ali je pa na posteljnini. Križanke pa nujno. In tudi zato gledam, vem, redno, samo zato, ker je tiste pol ure moraš tako hitro reagirati. Ne? Ker križanko je že rešen skoraj vsako, razen če so pol neki, kaj jaz vem, en tekač, ki je ne vem, da ne pride skupaj nekaj imena športnikov ali pa takih ljudi, ki ne poznaš in je z vseh strani pol, tisto ne vem. Ostalo rešim, ampak ne vemu, kaj pa tista sekunda, pa ne dobim takoj asociacije ali pa besede. Zato se trudim, da možgane treniram. No, zato. Možgane imate izvrstne. Ja, to je tudi trening, kaj veste. Da vidim, da ljudje, to pa je res, ljudje, ki svojega intelekta nimajo skozi v pogonu, da se hitreje postarajo, to pa sigurno. Tako kot mišice, vse isto. Ne? Midva se bova dobivala še naslednjih vsakič na 5 let, a prav? Pa 5-krat se bova dobila. Ne vem, če bo to se zneslo, ker jaz ne računam, da bom še 5 let na svetu. Ne? Ne. Ne. Ampak toliko je še nedolkončanega dela. Ja, Gotovo imate gor veliko. Beton je imel tudi nedokončane simfonije, bom imela še jaz, saj to me najbolj skrbi, ampak bo. Koliko pa je tega nedokončanega? Ja, je. Je? Recimo zdaj končujem gor portrete od svojih vnukov, vam lahko pokažem. Jaz sem jih naredila vse 3, ko so bili 2 let stari. Moram portret, da si nisem se slikarstvom toliko ukvarjala. Jaz imam veliko svojih slik, ta je diplomska recimo. Ampak nimam pa v slikarstvu takega napredka, da bi lahko jaz rekla, da imam tukaj v ilustraciji imam jaz recimo kar en lep dosežek. V slikarstvu pa ne, ker nisem tega delala. Ne. In je to tako, kakor jaz tudi štrudel spečem, pa recimo piškote, ampak to je za nas. Jaz ne morem ta štrudel reči, da bi ga v slaščičarno nesla, mogoče malo razpokan, pa ni tak, ne. Torej ne smatram to, da je en moj opus. Imam pa veliko svojih slik. No in sem te vnuke naredila, tako da so glave končala, zato ker sem vedela, da to moram. Pol je pa ostalo, recimo koniček, pa čeveljčke, pa pa to je vse enkrat, zato pa bom. In pol, ker me je to tako, so me res zbombardirali, jaz sem res delala eno za drugo, da je ostalo. In zdaj, ker to ne bom več, ker sem rekla, da ne, sem se spravila, da bom to končala. In vam lahko pokažem, če vas želim. Z veseljem bom šel pogledat. Vas bom gor pelala, da vidite. Tako je to. In zdaj delam še en tak svoj, ampak to so pa metafore, slikce, metafore mojega čustvovanja, tako kako sem kaj doživljala, tudi otroštva naprej. Jaz ne morem sebe narisati, kako gledam polžke, ampak lahko pa narišem polžka, pa eno staro punčko, ki je metafora mene lahko nekega opazovalca. To pa ljudje čisto ne razumejo, ne sprejemajo tako, kakor jaz to čutim. To pa vidim, da ne. Če bi jaz narisala recimo žive otroke v različnih igrah, ristanc, kaj jaz vem, gnilo jajce, te igre iz otroštva, to bi sprejeli, to bi tudi kupovali. To pa ne. Ampak vem, ker to sem vas pa zdaj spoznal, pa prej prebral o vas, da vam je pa za to čisto vseeno. Ja, predvsem je vseeno. To je pač moja izpoved, da dam tisto zadnje ven iz sebe, da bom imela mir. Pol me bo pa, jaz ne vem, če imam prav. Aha, lepi je prišel, on je lepi. On je pa navaden. No, in imam ta vtis, da kar bi zelo rada, mogoče je zato, što se babi htilo, to se babi snilo, ne.
da ne bom ravno v postelj ležala pa čakala smrti, ampak da me bo ruknil. Ampak ne bova zdaj tako končala, a ne? Ne. Bova šla na viski najprej, a prav? Ja, a boste enega vi. Celo življenje se bom hvalil, da sem ga po 11. pa Jelki A ga bo Reichmann. gospod tudi ga bo. Snemalec Nenad bo. Vsi Bo. tega bomo. No. Potem se bova sprehodila pa še po vašem opusu, tisto, kar mi boste pokazali, ker to bi tudi z veseljem videl. Ja, A to prav? vam pokažem. Zdaj pa najprej pogledam, koliko imam viskija, ker imam še zalogo. Prav. Da vidim, ali odprem ali ne. Jaz se bom pa samo poslovil, a prav? Ja, Evo. torej vidva bosta še viski bomo. Ja, jaz pa vam samo rečem hvala, ker ste bili z nama. Jelka Reichmann je izjemna. Joj, a bi pobrskajte. morala biti še tam? Ne, je že v redu. Ne, je že v redu. Jelka Reichmann je izjemna gostja, sem res vesel, da si vzela Tako. čas. Jaz bom zdaj končal z govorom, vi si pa pogledajte kakšno njeno knjigico doma, da boste lažje razumeli, kdo je gospa, ki skrbi za to, da bo Dajte mi, jaz zavedno z sem nami moža. ostal. Zdaj je pa res Če ne čas bom za bola pa vaško. viski. Čakajte, moment. Marjan,